Pozdravljena, Maja. Torej, danes imamo pogovor, kjer bomo v bistvu tudi predstavili tvojo novo Webnox razstavo. In sicer za spletno galerijo Medianox Webnox si pravzaprav predstavila serijo del Kalopsija. So pa to digitalna dela, ki pa jih tudi odlikujejo domišljija, zelo precizno izbrane barve, zaradi katerih je prav posebna atmosfera v tvojih delih. In seveda tudi je rdeča nit tvojih del, da v svoja dela vnašaš predvsem simboliko in tudi prislikuje svoj notranji svet zunanjega, čeprav razumem. In zame zanima navdih za imenom tvoje serije in odkot pravzaprav črpaš tudi navdih za svoja dela. Naslov svoje serije imenujem Kalopsija, zato ker kalopsija pomeni videti stvari lepše, kot pa dejansko so. In to je neka lastnost, ki bi si jo pripisala že skoraj celo življenje, ker sem ena izmed tistih ljudi, ki se navduši za vsako majhno stvar, mogoče celo preveč. In take stvari mi pol polepšajo dan, me navdihujejo in to so stvari, ki jih potem želim prikazati v svojih delih. Drugače pa na splošno pa črpam inspiracijo iz vsakdanjih ljudi, torej ljudi, ki so v moji bližini, svojega življenja, moje sanje, pa tudi kakšne pripovedi, na primer iz grške mitologije, iz ne vem, kakih pravljic, legend, skratka vse, kar ima nek nauk, nek pomen. Super, torej v bistvu črpaš iz celega življenja in torej stvari, ki te navdihujejo in te navdušujejo v življenju. In sicer tudi, izkot pa si pravzaprav črpala tudi motiviko za svoja dela, ne vem, opazimo tudi motiviko iz, ne vem, Zodiaka in tudi iz nekaterih drugih predlog, na primer Lizin sprehod, ki nama sedaj služi tukaj tudi za ozadje tega pogovora. Izkot še drugače črpaš to motiviko? Jaz sem nekako zelo navdušena nad številnimi simboli, tako kot si rekla, Zodiak, pa tudi torej na splošno iz astrologije veliko črpam, ker so mi zanimivi ti arhetipi. Potem, tako kot si rekla, Lizin sprehod iz prevzetnosti in pristranosti, pač to je film, torej me v bistvu tudi navdihuje popkultura, ker se lahko poistovetim z marsičem iz tega filma in je to nekako film, ki me vedno pomirja. Pač je nekako moj comfort movie, ali kako bi temu rekla, in pač take stvari, ko me pomirijo, navdihujejo, ko meni nekaj prebudijo, to je tisto, kar bi jaz rada predstavila drugim, oziroma gre za izražanje mene, torej moje osebnosti, tisto, kar mi leži v duši. In to bi potem rada tudi drugim predstavila, da bi drugi lahko videli svet iz lepše perspektive. Torej, v bistvu rdeča nit, lepota notranjega sveta, ki se izraža skozi zunanjega. Ja, predvsem pa gre za neke naravne elemente, torej gozd, travniki, gozdna pot. To skoraj vedno prikažem, ker je to res kraj, kjer se počutim najbolj pomirjeno, najbolj, kako bi rekla, udobno, recimo. In kaj želiš še drugega sporočiti s svojimi nastalimi deli, razen tega, naj iščemo lepoto v svetu, ki ga imamo na voljo? Predvsem to, da si upamo biti to, kar smo, torej da smo čim bolj avtentični, čeprav morda to ni tisto, kar je večina ljudi, ali pa tisto, kar večina ljudi sprejema, pričakuje tebe, ti govori, kaj moraš početi, torej da si samo svoj, da slediš sebi, svojemu kompasu, svojim sanjam, svojim odločitvam in da si zvest. To. Zelo dobro sporočilo, bi rekla. Sedaj pa žal ne morem druga, kot da preusmerim na trenutne razmere pogovor, in sicer
ponovno smo v lockdownu, zaradi česar imamo mi dve tudi pravzaprav ta pogovor nadaljavo in tudi vpliva seveda to na kulturno življenje. Ponovno so zaprte galerije in me zanima, kaj pa kljub temu, da je lockdown, porečeš na nek kulturni doprinos in umetnost v Mariboru, predvsem v času trenutne izolacije. Kako bi komentirala v bistvu situacijo? Ja, meni se zdi, da se je zdaj večina galerij osredotočila na digitalni svet, torej preko nekih natečajev, predvsem za temo koronavirusa ali pa naprimer, da spodbujajo ustvarjanje v času korone. In pa tako kot vaša galerija, ki vas v bistvu spremlja že nekaj časa in vas moram pohvaliti, ste pač ubrali malo inovativno plat, ampak se mi zdi zelo koristna predvsem za nas, digitalne umetnike, ker se sicer ne moremo v tradicionalnih galerijah tako dobro predstaviti, kot bi se na primer nek slikar. In smo mogoče tudi zaradi tega malo zapostavljeni, ker nismo tradicionalni umetniki, ki gremo na primer na akademijo in nas tam urijo profesorji, potem naše slik si ponavadi ne moreš obesiti na steno, razen če jih natisneš. In zaradi tega imamo na hipe malo omejene možnosti, pač digitalne razstave pa so nekako inovativna rešitev za nas, ker se potem lahko vseeno malo bolj predstavimo širši javnosti, lahko malo obrazložimo, kakšen je namen našega ustvarjanja in to se mi zdi super in se mi zdi, da bi se moralo na tem delati več. Ja, se strinjam, tudi potem v prihodnosti, ko več ne bo v bistvu izolacij in raznih lockdownov. Kako pa drugače vidiš umetniško sceno v Mariboru? Misliš, da imate mladi umetniki dovolj priložnosti? Ja, jaz sem zdaj študentka zadnjega letnika magistrskega študija medijskih komunikacij in jaz bi rekla, da nisem čisto v tej sceni glede izobraževanja. Torej nisem študirala likovne pedagogike, na primer, in ne vem točno, kakšne priložnosti bi sicer imela, če bi študirala kaj takega, ampak sem sicer sodelovala na kakih natečajih. Na primer, KMŠ se spomnim, da je zelo dobro izpeljal nek natečaj, ne spomnim se več teme, ampak smo pol na koncu imeli skupinsko razstavo in to se mi je zdelo zelo super, ker ponavadi je pri natečajih tako, da se vsi potrudijo, vsi nekaj naredijo, pol pa v bistvu samo tisti 3 najboljši dobijo neko pozornost. Čeprav ponavadi je največja nagrada v tem, da ti razstaviš neko svoje delo, da se pokažeš. Ker predvsem za umetnike je ponavadi problem v tem, da se ne izpostavljamo radi, ker smo bolj, kako naj povem, ranljive se počutimo, vsaj pri meni je tako, ker ti v bistvu s tem razgališ svojo dušo. In če pa imaš skupinsko razstavo, tako kot smo imeli takrat, je pa lažje se izpostaviti, ker jih je več, počutiš se bolj sprejetega, vidiš na primer delo drugih ljudi in kako idejo dobiš, oni dobijo kako idejo od tebe, potem lahko tudi s kom sodeluješ in tako naprej. Take stvari se mi zdijo zelo v redu pač za Maribor, ker nas je veliko. Ni tako malo ljudi, ko se ukvarjajo z umetnostjo, ampak je težava le v tem, da se ne izpostavljamo tako zelo radi, kot bi se morali. Ja, to, sicer pa nisem imela nekih večjih izkušenj v Mariboru, jaz bolj delujem na področju Pomurja, ampak vseeno se mi zdi, da tudi tukaj niso najboljše priložnosti, ni tako velik poudarek na umetnikih. Ja, bi se lahko naredilo še kaj več. Ja, se nedvomno strinjam, predvsem, ker sama menim, da Maribor ogromno ponuja, ogromno imamo kulturnega dejanja, ampak je tudi problem seveda s financiranjem in seveda tudi se ne ljudje toliko udeležujejo kulturne scene in je potem vedno nekako zapostavljena, ker imamo res ogromno nekih kvalitetnih umetnikov in umetnic, ampak težko pridejo v bistvu do svoje priložnosti.
Če se še malce navežem sedaj na izolacijo, kako pa meniš, da izolacija vpliva na tvoje ustvarjanje? Koliko te spremljam na Instagramu, bi rekla, da kar plodno. Ja, imaš prav. Dejansko presenetljivo pozitivno, ker sem pred korono vedno imela en kup distrakcij, da se pol nisem morala osredotočiti na umetnost, ampak sedaj sem tudi bolj kot ne zaključila s faksom in sem se res osredotočila na risanje, da se izboljšam čim bolj, da čim več naredim. In jaz sem se v bistvu že v začetku korona krize sem si mislila, da to ne bo trajalo kak mesec, da bo sigurno malo dlje in sem se odločila, da bom res probala ta čas izkoristiti, koliko gre. In mislim, da mi je to tudi uspelo. Pa nekako sem potrebovala to. Ja, seveda, malce umetniškega navdiha in ustvarjanja v bistvu zelo pomaga, se mi zdi, predvsem pri stresu, s katerim se soočamo zaradi vse večje krize. Sedaj pa, da se še malo v bistvu vrnemo na tvoje ustvarjanje. Ustvarjaš predvsem, kot si že sama povedala, v digitalni tehniki. Seveda se tudi spomnim, da je v bistvu tvoja babica slikala. In me sedaj zanima, z čim te v bistvu ta digitalna tehnika toliko prepriča in zakaj najraje ustvarjaš prav v njej? Prepriča me zato, ker imam največ nadzora, največ lahko spreminjam, brišem, popravljam, dodajam. Jaz v bistvu zdaj že rišem preko digitalne oziroma preko grafične tablice 7 let in sem se sedaj že res zelo, zelo navadila na ta način. Ko na primer primem za barvice in začnem risati na tradicionalne načine, je popolnoma drugače, ni enako, čeprav je tisto tudi, pač mi je zabavno, ni s tistim nič narobe. Ampak res za mene digitalno ilustriranje pomeni največ svobode, da pridem do tistega, kar jaz dejansko želim prikazati. Ja, to je to. Ja, dobro gre izpopolniti delo na digitalni tehniki in koliko smo opazili, bomo tudi videli pri timelapsu in nasploh pri ostalih tvojih delih, ker te tudi spremljamo na Instagramu, je tudi velik poudarek, preden dodaš barve, pri tebi line work, torej v bistvu risanje linij. Res zelo podrobnosti, zelo izrazito, tudi dosti vegetabilnih vzorcev in me zanima, ali ti je v bistvu ta del ustvarjanja najljubši ali ti je morda kateri drugi del nastajanja samega dela ljubši, ker vemo, da digitalno delo res nastaja na več aspektih in nivojih in me zanima, kaj ravno ti pa tisto najljubše. Ja, line work mi je zelo zabaven, pač vedno uživam v tem, ker se res trudim, da so lepe linije, da se čim bolj povezano, elegantno. Ampak zadnje čase zelo tudi uživam ob izdelavi brašev. Torej v Photoshopu si ti lahko sam izdelaš braše. To mi pa pomaga predvsem pri naravi, kot na primer pri tem Liz is Walk je 3/4 sam braši. Torej, braš pomeni čopič. In pa zelo zabavno mi je tudi v končnih fazah, ko spreminjam oziroma prilagajam barve, da so čim bolj usklajene, svetlobo, dodam kakšne detajle, dinamiko, da je malo bolj razmazano in potem izgleda tako gibljivo. To mi je tudi zelo zabavno početi in mogoče je to celo moj najljubši del. Ja, tudi sem v bistvu želela še pogovor speljati predvsem ravno to na te tvoje barve, ker res z njimi ustvarjaš zelo lepo in nekakšno mistično atmosfero in predvsem je zanimivo, kar bomo tudi videli v timelapsu tvojega ustvarjanja, koliko na kakšen način v bistvu gradiš atmosfero skozi izbor barv in v bistvu na kateri podlagi se odločiš, kakšno atmosfero izbrati za določeno delo? Jaz bi rekla, da na mene precej vplivajo letni časi.
ker jaz skoraj vsak dan grem na sprehod in potem pač opazujem naravo okoli sebe, ker živim na vasi. In vedno, ko pridem iz sprehoda, potem nekaj odnesem iz njega. Torej si mislim, to bi lahko narisala, pa to bi lahko narisala. In potem, ko je na primer zunaj zima, me pač inspirira to, da je zunaj hitro tema. In kljub temu, da je zima in da je hitro tema, še vedno rastejo določene rastline. In potem, na primer, te stvari rada upodobim v svojem delu. Sedaj, ko pa je pomlad, pa sem že v bistvu po zimi, sem imela to vizijo, da zdaj po zimi bom risala malo bolj umirjene, malo bolj temačne stvari, ko bo pa pomlad, pol bo pa vse samo izbruhnilo mene, od cvetja pa od življenja, ne vem kaj se. In sedaj, na primer, pa rišem take atmosfere, da so res, tako si rekla, bolj mistične, ampak tudi, na primer, zlato barvo rada uporabljam, golden hour, kako se že reče. Ja, da je čim bolj tako toplo, pozitivno, ampak še vedno tako malo skrivnostno, ženstveno. Drugače pa se spomnim, da sem pred leti nek spomladanski dan, pač nekaj sem počela zunaj in se spomnim, da tako sred belega dneva sem na nebu videla veliko polno luno in sem bila takrat čisto očarana. In nekako se mi zdi, da se še vedno vračam k tem dnevu, zaradi tega pa velikokrat, oziroma skoraj vedno, na nebu prikažem sred dneva luno in ne sonce. Tako da, ja, te torej, stvari. to je v bistvu narava, pravzaprav, impresija z narave poskrbi za atmosfero v tvojih delih. Ja, neko sanjavost, pa zelo rada imam tudi kako tako malo predihe nostalgije, ko si misliš, to sem pa že enkrat doživel. Pač jaz si rada predstavljam, da vsak sled pač ima nek moment, ko si misli, kako lepa luna sred dneva, ne. In pol, ko vidim mojo sliko, pa se spomnim na ta moment, na primer na nek lep poletni dan, ko vetrič zapija in pač cvetijo rože in pol se spomnim preko mojih del na ta dan in to malo polepša življenje. Je v bistvu so tvoja dela down the memory lane, na nek način, spodbujajo spomine, vedno čudovito. Drugače, torej, kot smo že povedali, si v bistvu zelo močna v digitalnem ustvarjanju. Me pa zanima, če bi si še morda v prihodnosti želela morda lotiti tudi katere druge tehnike in jo raziskati in kateri tehniki bi morda še želela ustvarjati tudi. Ja, oljne barve se mi zdijo čudovite, ker so res tako, imajo neko globino, pa pač res tako popolnoma drug medij so kot pa katerakoli druga stvar in za oljne barve nucaš predvsem potrpežljivost. Pa zdijo se mi kar tak finančen zalogaj, ker niso vse oljne barve dobre oljne barve, nucaš kar kvalitetne, da potem nastane tisto, kar si želiš. In pa kar nekaj časa traja, da dejansko narediš, naslikaš željeno stvar in ne vem, zdaj trenutno se mi zdi, da nimam dovolj časa in nepotrpežljivosti, da bi se jih lotila, ampak upam, da nekega dne, da bom to tudi imela in da bom lahko se naučila tudi z njimi slikati. Super, zdaj pa seveda ne morem mimo tega, da opozoriva tudi na to, da si pred kratkim vzpostavila tudi svojo spletno trgovino, spletno stran, na kateri lahko kupci v bistvu kupimo printe tvojih umetniških del, ki so nam všeč. Najprej bi ti rada čestitala za ta dosežek in upam, da bo prodaja čim uspešnejša. Me pa tudi sedaj zanima v bistvu, kako je vse to potekalo, ali je bilo težko in kaj so še v bistvu tvoji ostali cilji v tem letu. Verjamem, da si prvega velikega že obkljukala. Ja, res je, ja. Torej, jaz sem si želela prodajati printe že dolgo časa nazaj, pač že od vsega začetka, bi lahko rekla. In potem sem nekako probala z
pač alternativami, Society Six pa Redbubble, ker nisem imela svojega tiskalnika. Tam sem tudi nekaj stvari prodala, ampak pač ni zdaj bil nek presežek. In sedaj letos pa sem se odločila, da bom res investirala v tiskalnik, ker se mi je zdel nekako najustreznejši čas. In sem potem, sem si ga kupila in odprla sem tudi svojo spletno trgovino, torej celotno spletno stran sem sama postavila. In pač sem začela tam prodajati printe in moram reči, da sem zelo vesela, da sem s tem začela. Čeprav sem šele na začetku, moram reči, in še imam veliko za naučiti, ampak nekako so vedno tisti ta prvi koraki najtežji in pol kasneje pa že nekako gre. Super, res sem vesela in komaj čakam, da se končno uspem odločiti, kateri print bi vzela, ker ta moja šibka točka odločiti se za stvar, katero. Torej, rada bi se ti zahvalila za ta pogovor in tudi to, da si videla sodelovati z mano in da bova skupaj v bistvu postavili tvojo prvo Webnox razstavo. Želim ti ogromno uspeha v imenu celotne ekipe galerije Medianox in upam v bistvu, da ta razstava spodbudi tudi neke nove priložnosti zate in še enkrat se ti zahvaljujem za tvoj čas. Ja, najlepša hvala tudi vam, da ste me povabili in pa, da me dejansko tako lepo podpirate in pač le tako naprej. Lepo vodi.